če lahko rečeš tekanju od 3. nadstropja do pritličja tule v RTV stavbi, potem sem. No, ampak čisto zares pa so včeraj tekli v prestolnici. Letošnji naslov kralja in kraljice maratona sta si pritekla Ukrajinca Andrej Naumov in Galina Zuljeva. On je za 42 km porabil 2 uri in 14 minut ter 52 sekund, ona 24 minut več. Mi pa smo seveda navijali. Kje si 1 uro te že čaka? A ne veš, da se dal 1 uro nazaj? Ja. Ampak Pet, a greva? Ja, Pet. Ti, ampak jaz nam laufo, ker sem prehlejen, pa še noge me boli, a veš? Ja, jaz sem tudi po noč danes, da se ne bo spal. Ja, ampak Pet, greva pa vsem pogledati, kdo si upal v tem mrazu tež. Ok, peva, da vidiva te junaki in junaki. No, Pet, greva. Že takoj na začetku sva imela srečo. Srečala sva žensko, ki je v Jugoslaviji prva pretekla maraton pod 3 urami. A nima umrz z maraton danes? Ja, kar je, ampak jaz imam že toliko izkušenj, da sem tudi že v takem vremenu tekla, tako da malo težji bo, ampak oblečeš se primerno, pa gre. Na kateri trasi pa boste tekali? 40 ste dolgo. Mene pa zanima, zakaj ste vi tako aerodinamično oblečeni danes? Bo to pripomoglo pri hitrosti ali pri času ali pri čem? Danes sem se oblekel zato, glede vremena, ker je precej mrzlo, hlače so podložene, zimske hlače so, ta anorak pa pač vetra pa tega ne prepušča, pa vlage nekako ne oddaja. Ne, vlago oddaja, ampak vetra pa ostalega pa ne prepušča. Vi ste pa v pravi bojni opremi, kaj pa imate to? To je pa za pulsmert. Za puls? Srčnega utripa. Aha, in to si takole namestite pod majico in vidite, koliko je srčnega utripa? Ja, na ur. Na ur? Ura kaže puls. Letos je kot spremljevalna skupina maratoncem prvič nastopila rolerska sekcija. Koliko hitreje pa recimo z rolerji prevozite to celotno traso 42-kilometrskega maratona? Ja, takole, recimo po svetu je kar precej telih maratonov in so v porastu. Najhitreje mislim, da je maraton v St. Moricu, kjer se prevozi to v 51 minutah, drugač normalen čas je pa tam okrog ure 10. Za dobro vzdušje in ogrevanje tekmovalcev so poskrbeli tudi testostroj! Za izpeljavo tako množične prireditve je seveda potrebna tudi dobra organizacija. To je že 8. ljubljanski maraton. Kje je bila sploh pobuda za prvega? Pobuda se je rodila nam organizatorjem, ki smo tudi sami amaterski oziroma rekreativni vztrajnostni tekači, ko smo gledali druge svetovne velike maratone in smo si zaželeli, da tudi v Ljubljani organiziramo tak mednaroden primerljiv z drugimi maratoni. Ali ni mogoče organizacijski kiks prirediti maraton tako pozno, predvsem zaradi tako mrzlega vremena? Lejte, maratoni so v glavnem spomladi in jeseni. Vsi termini, torej vse nedelje so več ali manj zasedene z maratoni v bližnji okolici. Morali smo izbrati prosti termin in seveda termin, kjer ni vročine, ker največja nevarnost oziroma težava za tekače je vročina, ne toliko mraz. Kakšne so pa kaj nagrade na današnjem maratonu? Nagrade so za prvih 10 v moški in ženski kategoriji. Naj povem samo, prva nagrada je 1500 evrov, ker imamo mednarodno zasedbo tekmovalcev, smo pač nagrade dali v tej valuti. In pa seveda še bonuse za vsak dober rezultat so določeni bonusi. In ravno tem nagradam in bonusom naproti se je natanko ob 11. zapodila vsa ta množica. Zdaj je pa čas za naju. Jure, prej je pa premrzlo. Tudi, ker sem tako napravljen, pa me še vsem zebe, tako da... Ne bova laufa. Greva raj na čajček. Joj, tale čajček bo pa pogrel moje prezeble prste. Škoda, jaz bi rečem, da tudi, če bi bil čist zdrav, pa če me je čist nič bolel, pa tudi ne vem, če bi še teč. Zato ga pa srkam. Ja, mogoče ne bo vse malo pogled.